Nocoj, kaj dogaja, pa gostimo fotografinjo, ki je fotografirala že vse slovenske zvezde, ki dajo kaj nase, no, razen mene, dame in gospodje, Urša Premik. Dober večer, Urša. Živijo. Živijo. Zdaj, kako izgleda ta tvoj proces? Meni da je zelo poseben, preden začneš delati, preden začnete s fotografiranjem, se z ekipo kaj usedete, malo pogovorite? Jaz imam res zelo rada, da nekoga začutim, da nisem, da pridem na fotkanje in potem dve fotke in konc, ampak da ne vem, da ga spoznam, da se imamo dobro, da mogoče res cel dan preživimo skupaj, če je čas. In da tako postane nek friendly odnos in da iz tega se nekaj razvija, no? Da postane dejansko neka oseba, ki me zanima. Se pravi, se podružite, se povežete med sabo? Tako, mislim, želja je, ne z vsemi, ampak okay. Pa imaš vedno zraven na fotografiranju svojega psa, a je to res? Če le mogoče, pri nekih malo bolj osebnih projektih sproščenih, z največjim veseljem. To je moj družinski član, pa ne pozdravim. Kako mu je ime? Gina, v bistvu moj kreativni direktor, no, jaz si vedno tako pravim, ona je tako za kreativo tam. To sem hotel vprašati, a šteka on dobro fotografijo? Ona se vedno postavi, ko postavimo luč. Začne lajati? Ne, ona se postavi pred luč. Tako da jaz imam iz vsega fotka neko fotko od nje, poleg vsega, no. Super, se pravi, če ni zraven, luč ni tako popolna, kot če je. Ni tako popolna, pa tudi če ni zraven, ni tako dobre kreative, ne. Ok, ja, pa snimaš kaj, najboljši človekov prijatelj. Zadnje čase veliko sodeluješ z glasbeniki, Senida, Vas, Maja Kevc, Murphy. A te delo z glasbeniki še posebej veseli? Kako je, mene veseli delo s prezentnimi ljudmi, rada imam neke malo bolj, moram reči samo všečni ljudi, ampak ljudi, ki imajo samozavest, ki si ne upajo, mogoče malo, ki si upajo izstopati. Tako da nekako je do tega tudi v glasbenike pripeljali, ne? So v tem sklopu samozavestnih ljudi več ali manj. Ja, pa ljudi s posluhom. Pa ljudi s posluhom, ne? Ampak ja, zadnje čase je veliko glasbenikov, pa dober je. Zelo si še mlada, imaš kdaj probleme, recimo, z avtoriteto? A moraš kdaj udariti po mizi, zdaj pa takole, zdaj pa red? Mislim, zdi se mi, da če dali manj, absolutno na začetku je bilo, mogoče tudi zato, ker sem ženskega spola, pa te malo drugače tretirajo, če si neka prideš pa malo pofotkaš, ampak zdaj pa nekako se mi zdi, da je če dali boljš, pa da ljudje mogoče potem vejo, zakaj te imajo tam, oziroma zdaj je do tega prišlo, da sem z namenom mogoče na fotkanju in pol je, ok, ne zdi se mi, da je problem, no, več. Veliko delaš v tujini in v Sloveniji, kje raje ustvarjaš, kje ti je bolj prijetno? Kje se bolj počutiš? Meni je vedno prijetno tam, ko je fajna ekipa. Mislim, brez ekipe to je eno ogromno področje, ki je treba vedno izpostaviti, da ni samo fotograf, ampak všeč mi je in v tujini, ki je popolnoma drugač, res je neverjetno drug proces. Zakaj je drugač? Drugače je, ker mogoče imaš več opcij, kako te nekdo, kaj vse imaš na voljo. Ali pa se meni zdi včasih, da imaš tukaj spekter vsega, ampak tudi tle je fajn ustvarjati. Tle imam res izjemne ljudi, ki jih poznam, ki dnevno delamo skupaj in je fajn je. Fajn je vsega malo, ne? Čakaj, se pravi, v tujini je kaj postrežba boljša, kanapejčki, penica, kaj ti je to več? Veš kako, naprimer, v tujini se delata 2 fotke na dan, če se dela nek komeršal, tle se dela pa 20, ne? A veš, in je avtomatsko pol neka kvaliteta, koliko se ti posvetiš nečem in temu drugačna, ne? Se pravi, cajci vzamejo. Cajci vzamejo, ne? Lahko si ga vzamejo, ne? Lahko si ga vzamejo, pa pritisk tudi večji, ne? Ja, absolutno. Imaš pa eno posebno fotografsko muzo, to je tvoja babica Hilda. Kako je prišlo do tega sodelovanja? A jo je bilo treba prepričati ali se je javila? Moja babica se definitivno ni javila. Meni se je nekako zazdelo, da imamo odličen odnos že od nekdaj, da bo pa ona, nekako se je zgodil, ker sem jo začela fotkati in če dali več in zdaj od tega že 8 let in še kar trajajo. Pa se je zdaj v teh 8 letih življenje kaj spremenilo? Jaz mislim, da se je, upam, da je bilo tako, ampak da se bi mogoče malo podaljšala neko življenjsko dobo s tem, ker vseeno začuti, da pa je vredna nečesa, oziroma da ima pozornost, ker se mi zdi, da je starim primanjkuje. In to je super. Da je pa definitivno vse te stvari, ki so se je dogajale, to nekaj pusti človeku. Ja, pa fokus ima in dela eno stvar. Fokus ima, delati mora, ne? Ni več v pokoju. Vnukinja je talentirana, te podpira v tem seveda. Zelo me podpira. The best. Krasno družino imam, tako da vsi me noro podpirajo. Je lažje delati z družinskim članom ali s profesionalcem? Moja babi je kar buhasta, ampak ja, je kar postala taka diva, ampak je krasna. Ja. Polna inspiracije. Gospa Hilda, dajte ubogati vnukinjo, no, če ve. Urša, najlepša hvala za obisk v studiu. Še veliko ustvarjalnosti ti želim in srečno. Hvala. Hvala lepa. A je še kaj tazga? Ja, sam subscriber se gor, pa skozi dobivaš nove fore. Takoj se moram takoj subscribe, da nam pozabim. Ja, takoj se moraš. Takoj zdaj se moraš subscribe-ati.